Živijo vsi, ste pripravljeni na eno res super dogodivščino. Danes bomo spoznali enega majhnega, navihanega kužka Pikija. In, on je doživel nekaj zelo, zelo mokrega. Dajmo pogledat, kaj se mu je zgodilo. No pa začnimo. Neko jutro, ko je Piki še sladko spal v svoji košari, ga je prebudil en tak čuden zvok. Poslušajte. Slišite? Kap, kap, kap. Kaj pa mislite, kaj je to slišal? Ja, tako je. To je bil dež, ki je šumel zunaj. In to je pomenilo, da Piki ne more ven na vrt. Moral bo ostati noter, v hiši, ampak on si je tako zelo želel iti ven. In tako pridemo do prvega dela zgodbice. Pikijevo deževno jutro. Torej, Piki je sedel pri oknu in je čakal, pa še malo čakal, da neha deževat in da končno spet posije toplo sonce. No, medtem ko je čakal, je bil čas za zajtrk. Piki je oboževal zajtrk. Samo poslušajte, hrust, 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 pojedel je čisto vse. Ko je imel lep, poln trebušček, je takoj stekal k oknu, pritisnil svoj moker smrček ob šipo in pogledal ven. Le kakšno je vreme zdaj. In kaj mislite, da je videl? Sonce, ja! Dež je nehal padati. Piki je bil tako vesel, da je kar zavpil. Hurra, ne dežuje več! In že je bil zunaj, stekal je na mehko, mokro travo in se kar naenkrat ustavil. Pogledal je gor, visoko v nebo in tam je bilo nekaj res, ampak res čudovitega. Veste, kaj je bilo? Wow, mavrica, kakšne barve, prekrasen pisan lok čez celo nebo. Piki je samo gledal in si mislil, kako je lepa. Ampak, pozor, mavrica ni bila edino presenečenje. Sploh ne. Zdaj se pa zgodba šele zares začne. Piki se gre igrati v luže in tam nekoga sreča. Za grumom je namreč nekdo čakal. Le kdo? Ja, seveda, njegova prijateljica Helena. Helena, lepa v rumenem plaščku, je takoj opazila nekaj na Pikiju. Pogledala je njegove tačke in rekla: Piki, poglej se no, zakaj imaš pa škornje? Saj ne dežuje več, jih ne rabiš? Ampak Piki je imel svoj načrt. Prav navihano je pomežiknil Heleni in rekel: pa še kako jih potrebujem. Veš zakaj? Da lahko skačem po lužah. In še preden je Helena karkoli rekla, je Piki že tekel in čof! Skočil je v največjo lužo, kar jo je našel. Voda je špricala povsod. Čof, 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 kako zabavno! No, poglejmo ju. Helena in Piki sta si bila tisti dan čisto različna. Helena je hotela ostati lepa in čista. Piki pa, Piki je hotel biti čisto moker in blaten od glave do peta. In škornji so bili seveda super za to. In seveda, ko skačeš po lužah, kaj se zgodi? Postaneš čisto blaten. Tudi Piki je bil kmalu uvasrjav. In ravno takrat, ko se je najbolj zabaval v blatu, je zaslišal en znan glas, ki je klical: Piki! Helena ga je gledala in si mislila: ojoj, Piki, poglej se. Ampak Pikiju to ni bilo niti malo mar. Pravzaprav je bil zelo ponosen na svoje blatne tačke in je veselo rekel: saj ni važno, to je tako zabavno. No ja, ko pa ga je zagledala mamica, ni bila ravno najbolj vesela. Pravzaprav je bila kar malo huda. Samo poglejte jo, roke je dala v boke in ga grdo pogledala. In kaj je rekla? Rekla je samo eno, ampak zelo odločno. Piki, takoj v banjo! In tako se je končala igra v blatu. A pozor, začela se je nova vodna dogodivščina. Ja, čas je bil za banjo. Piki najprej ni bil najbolj navdušen. Ampak potem, ko je bil v banji polni tople vode in mehurčkov, je ugotovil, da je tudi to pravzaprav super. Lahko je spet čofotal, tokrat v čisti vodi. Potem pa ga je mamica zavila v veliko, mehko brisačo. Piki je samo zadovoljno zavzdihnil in si mislil: no, mislim, da je bilo za danes dovolj vode. Najprej luže, potem pa še banja. Kakšen dan! In to je bil naš Piki. Vedno vesel in vedno pripravljen na kakšno novo vragolijo. Pa naj bo zunaj sonce ali dež. Konec!